David, lepo pozdravljeni. Hvala, ker ste si vzeli čas za kratek klepet z nami. Iz TV ekrana vas poznamo kot simpatičnega, zabavnega, odličnega TV voditelja, na nek svoj način celo umirjenega. Ko kamere ugasnejo, pa se prelevite v adrenalinskega odvisneža. Nam lahko zaupate kaj več? Ja, hvala za vabilo najprej. V bistvu, ja, res je, ko kamere ugasnejo, je tisti adrenalin, ki me žene, pa šport, recimo, ki mi res veliko pomeni v življenju, ampak je pa tudi to, da si pred kamero, se pravi, ko si v studiu, je zelo veliko adrenalina, tako da sem adrenalinski odvisnež tudi ko zgledam, umirjam, pa na televiziji, pa to je še vedno adrenalin tisti, ki me žene. No? In to je ta del zgodbe na televiziji, z mediji, ki mi je najbolj všeč. Ta adrenalin, to, da se vedno znova veseliš, ne vem, novih tematik, novih gostov, novih snemalnih dni. To mi je luštano. Pa tudi, kadar diši po bencinu, ne? To pa sigurno. No, to pa v sklopu daje avtomobilnost, je pa, ravno zadnjič sem se z enim prijateljem pogovarjal, da je v bistvu tako, marsikjer fant pa punca ima ta sanje enkrat imeti avtomobilsko oddajo, ker tukaj si pa res pol po domači rečem pri koritu. Zveš, pelješ, preizkušaš vse novosti, ki pridejo na tržišče in tukaj boljše res ne more biti. No, to je ena taka hobi oddaja, bi človek lahko rekel. Katere športne aktivnosti pa najbolj polnijo vaš dan? Ja, zdaj trenutno kolo pa tek, pa plavanje takrat, ko sem na morju, ampak načeloma tako čez celo sezono, se pravi čez leto, pa s prijatelji igramo košarko. Imamo 1 do 2 termina na teden in pol v bistvu to. Košarka je moja prva športna ljubezen, no, tako po domači rečem. Še zdaj jo spremljam, vse tekme, NBA in slovensko reprezentanco, zdaj, ko bo evropsko prvenstvo. Tako da od košarke se res ne morem ločiti. No. Kljub karieri, športni aktivnosti ste zraven še odličen očka in mož. Kako vam uspe uskladiti vse to? To odličen je kar, hvala. To so rekle tete z ozadja. Zelo se trudim. Tako, v bistvu zajdo sva se oba odločila, da so obdobja v letu, ko recimo vsaj mene zaradi snemanj, pa zaradi vodenja dogodkov, recimo pol december, januar, ko prideta sta nora, me ni veliko doma, ampak sva si pa rekla, da takrat, ko pa bova doma, bova pa res pač s ta malima in bomo skupaj in bomo vse počeli skupaj in si zapolnili dan in se njima prilagajali, ampak vse to delajo pravzaprav vsi starši, tako da kapo dol vsem, ki jim uspe usklajevati biznis in familijo. Ja. K temu pripomore kaj ti zgodnje jutranje ure, bi lahko rekli, da se po jutru dan pozna? Ja, pri Nelsu je tako, zato ker Nels se zbuja med 6 pa 7 zjutraj, tako da on bi bil lahko voditelj oddaje Dobro jutro, definitivno. Liam, ki je pa zdaj star 6 let, gre v 2. razred, pri njemu je pa zdaj tako, da čez poletje potegne tudi do 9-10, tako da on je pa že tako na prehodu v najstniška leta, ali kako se temu reče. No. Jaz se ne spomnim, da bi, ker sem bil toliko majhen, toliko velik spal kot on. Ampak ja, podpiram to, da kasneje ostajata, tudi Nelsa probava zdaj navaditi, da bi mogoče malo kasneje ostal. Ko pogledaš na budilko, pa če ni med tednom, recimo da za vikend ali pa med počitnicami, pa je ta prva cifra 6, pa ti ne bilo treba ostati, si res malo tako, kava nima tistega okusa, ka ponavadno. Pa se dotakneva še malo kariere. Na katerem področju na karierskem ste najbolj aktivni? Pa v bistvu televizija, modeling, pa vodenje dogodkov. To so v bistvu te tri stvari, ki na mojo srečo grejo zelo dobro skupaj, tudi zaradi tega, ker imam zelo dobro ekipo tukaj na televiziji, da se lahko zmenam, ne vem, če me pokličejo z agencije, David, mi te rabimo za, ne vem, 3 snemalne dni, da, ne vem, punce, fantje vskočijo in da jaz takrat si lahko to vzamem frej. Tako da ja, te 3 stebri, mislim, da zelo luštno funkcionirajo skupaj. No. Modeling v Sloveniji ali v tujini? Večinoma v tujini, ja. Imel sem srečo, da ko sem bil mlajši, sem bil po par epizod v Milanu pa na Dunaju in da imam zdaj tam še vedno par dobrih agencij in klientov, kjer delamo, recimo, raven zadnjič sem snemal za eno znamko
s katerimi sodelujemo že 8 let. In 8 let snemamo imamo po 2 snemalni sekvenci. Ena je kolekcija pomlad-poletje, ena pa je jesen-zima. In to smo že kot familija, ne? To je pač vsak prinese kakšne piškote, sok, oreščke in pol je v bistvu tiste snemalne dni je prav lušten preživeti in v bistvu prav komi čakam, vem, da zdaj decembra bomo spet skupaj snemali in pol ponavadi združimo to tudi tako, da jaz pelem še Ajdo pa Tamale dva s sabo, pa pol, ko jaz končam snemanjem, gremo recimo po Dunaju, takrat, ko so lučke, pa malo Christmas market. Zdaj mi smešno o tem govoriti, ker je tako poletje pa vročina, ne? Ja, hitro se obrne. Ja, veljate za enega lepših moških. Kaj botruje temu? Genetika ali trdo delo na sebi? Pa jaz mislim, da je kombinacija. No? Mislim, ne morem iti mimo tega, da siguran je genetika tukaj važna, to, s čimer se rodiš, kar ti data oče pa mama. Ampak pa da to na nek način vzdržuješ. Tako da sej mislim, tako, spomnimo se kakšnega filma, kjer Brad Pitt ne igra vloge, kjer je najlepša verzija samega sebe, se pravi, ne vem, zaraščen, neurejeni lasje, neurejena brada, morda ne tako v dobri fizični kondiciji, pa recimo, če bi ga takrat fotkal, pa bi dal spletno anketo, ali je to najlepši moški na svetu, verjetno ne bi vsi glasovali, ampak v večini časa pa mislim, da zelo lepo skrbim za svojo postavo in za to, da ga sonce ne opeče in takšne stvari. Tako da nekaj je to, kar ti dajo, to je po mojem tako kot pri športu, ko ti rečejo, a je to talent ali je to trdo delo. Mislim, ja, brez talenta, če ga res nimaš, pol je tudi s trdim delom zelo težko uspeti, ampak ena taka kombinacija. Če smo ravno pri lepoti, pa v narekovajih seveda, se vam zdi, da je v show biznisu lažje uspeti lepim ljudem, jim je lažje v življenju? Jaz mislim, da ja. Ampak zaradi tega, ker je pač še posebej na televiziji, ki je vizualna. Je pa res, da recimo meni je zelo všeč, če nekdo pride na sceno, ki ni tisti na prvo žogo, to rečeš, ok, to je pa maneken, ampak da ima eno karizmo, da ima neki, ni treba, da ima popolne proporce, ampak da ko stopi noter, ali pa da stopi v dvorano, na oder ali pa pred kamero, da rečeš, ok, na tej punci, na tem fantu je nekaj posebenega. Ali pa da ima neko specifiko, ki te prevzame. Ja, in je karizma in mislim, se da, ampak zagotovo pa ja, in to tudi, če pogledamo tudi v tujini, to ni samo pri nas, je zelo veliko ljudi, ki pridejo na televizijo oziroma ki delajo predvsem vizualne službe, pridejo iz modelinga, pridejo iz sveta igralcev in tako naprej. S čim pa vi plujete skozi življenje? Kaj je tisto, kar bi radi dali otrokom, jih opremali za življenje? Pa ne vem, iskrenost. Jaz mislim, da iskrenost pa to, da se znamo pogovarjati. Se pravi, da v vsakem trenutku nekdo nekje kaj zafrkne, ampak daj mi to povej in dajva se o tem pogovoriti. In s tem, na tem dajeva z Ajdo zelo veliko poudarka in si želim, da bi bila moja družina tudi taka. Da sam ne mi skrivati stvari, bod pošten do sebe, do mene in dajmo imeti dialog. Ker pač pri družini tako, da ti ne sme in da ti ne more biti vseeno. Če te nekdo v življenju okoli prinese, ki ni tvoja družina ali pa res tvoj bližnji prijatelj, pol je najboljši iti stran, ampak pri družini pa jaz mislim, da je pogovor tisto, ki je najbolj važen. Je to tisto, kar vam največkrat nariše nasmeh na obraz? Največkrat, ne, komentarji tam malih dveh so definitivno tisti, ki mi največkrat prinesete nasmeh. Ker te otroci te vedno presenetijo s kakšnimi stvarmi, ki jih prinesejo ali iz šole ali iz vrtca. Kakšna reakcija mogoče tudi na to, ko tebe kdaj kaj skrbi, ko te preveč skrbi, ko te ne bi smeli. Pa te znata zelo umiriti, tako da ja, vedno znova. David, hvala za iskren, čudovit pogovor. Upam, da se kmalu spet kje ujamemo. Hvala enako.